Spoštovane, spoštovani, dobrodošli in lepo pozdravljeni na povezanem webinarju podjetja Planet GV, kjer bomo tokrat govorili o pomenu prenosa znanja na daljavo. Znašli smo se že v drugem valu korona ukrepov, ki je večino podjetij spet pripeljal na delo od doma. Čeprav je tokrat večina bila na ta prehod bolje pripravljena, vseeno ostaja še veliko elementov, ki vplivajo na zadovoljstvo in zavzetost zaposlenih pri delu na daljavo. V studiu Planeta GV danes tako gostimo predavateljico Sandro Bohinec Gorjak. Sandra je mednarodno licencirana NLP trenerka in kovčinja ter članica profesionalnega strokovnega združenja kovčev ICF, ki že več kot 20 let izvaja treninge in seminarje za organizacije iz Slovenije in tujine, predava o učinkoviti poslovni komunikaciji, reševanju konfliktov, motivaciji, timskem delu in tudi o poslovnem kovčingu. Kot vedno bomo tudi tekom današnjega webinarja veseli vašega sodelovanja. Predloge, komentarje, vprašanja nam lahko zastavite v polje Q&A, ki ga najdete na spodnjem delu ekrana. Sedaj pa, Sandra, lep pozdrav in dobrodošla v našem studiu. Pozdravljeni, hvala lepa za dobrodošlico. Če se kar dotakneva današnje tematike. Mnogi pravijo, da znanje izgubi pol svoje vrednosti, če ga ne znamo deliti. Dobiva pa nove razsežnosti, ko išče in odkriva druge poti ter se razvija. Kakšen je tvoj pogled na pomen prenosa znanja med zaposlenimi? Pomen prenosa znanja med zaposlenimi, kakor pomen samega prenosa znanja od človeka na človeka, od generacije na generacijo, se mi zdi neka naravna lastnost ljudi. Je nekako vkomponirana v nas same, kajti ljudje smo po naravi učeča se bitja. Ljudje se radi učimo, ljudje radi nabiramo nova znanja iz tudi nekega notranjega vzgiba radovednosti. Ljudje smo radovedni in bi radi videli, kaj je zadaj, kaj je še tisto, kar ta svet skriva za nas. Iz te naravne danosti, iz te naravnega vzgiba, potem se tudi ljudje v svoji poklicni karieri odločamo vsak za svoj poklic. Nekatera področja so nam bolj blizu kot druga. In v okviru teh svojih interesov je spet poudarjeno v tem naravni proces, dajmo se še nekaj novega naučiti. Vsekakor je to še toliko pomembno v organizacijah. Prenos znanja v organizacijah je ključna dejavnost tudi kadrovske vloge oziroma kadrovnikih, ki si nenehno prizadevajo za to, da bi se vzpostavil sistem, ki bi bil dovolj uspešen, da bi to znanje prenašali med sodelavci. Je pa zanimiv ta vidik, kako to potem tudi v praksah poteka. Kajti že sam prenos znanja zahteva nekoga, ki znanje daje in nekoga, ki znanje prijema. In če tudi pogledamo po svojih preteklih izkušnjah skozi svoj lasten razvoj kot posameznikov, kdaj smo se najbolje učili, kdaj nam je bilo najbolj všeč, da se učimo, kadar smo bili v nekem dobrem odnosu s tistim, ki nam je znanje podajal. In tukaj jaz vidim tudi skozi kariero, s katero se sama ukvarjam in skozi komunikacijo z ljudmi, da v procesu prenašanja znanja nastaja en zanimiv moment ranljivosti. Kajti, ko pridemo v organizacijo, to še posebej znajo tisti, ki pridejo na novo v organizacijo, se na nek način počutijo zelo ranljive. Tudi če smo dlje časa v organizaciji, se lahko da počutimo ranljive, kadar pokažemo, da nečesa ne znamo. Raje smo v drši, mi smo strokovnjaki, mi to vemo, če pokažemo nečesa, da ne vemo, je določen vidik ranljivosti, ki vstopi v proces komunikacije med tistim, ki prenaša znanje in tistim, ki znanje prejema. In v tem smislu vidim, kadar se vzpostavi
poseben odnos med tistimi, ki znanje dajejo, ki je obogaten s kvalitetno komunikacijo, potem nastane ena taka zanimiva kemija, rečemo temu, in lahko znanje prehaja lažje, bolj sproščeno, bolj kvalitetno, da s pravimi besedami ujamemo točno tisto, kar tisti, ki ga učimo, od nas potrebuje, da bo pridobil določeno znanje. No, omenila si v bistvu ta strah pred ranljivostjo v primeru občutka pomanjkanja določenega znanja. Kaj pa v primeru, dostikrat slišim oziroma se pogovarjamo, je problem tudi v tem, da zaposleni gledajo drug na drugega kot na neke vrste konkurenco in posledično akumulirajo znanje, ki ga posedujejo, namesto da bi ga delili. V bistvu kot neke vrste strah pred svojo strah pred nadomestljivostjo, ali kako bi to poimenovali, naprimer, kako se soočiti s tem problemom, kako to spreobrniti, ta fenomen ranljivosti. Zelo zanimivo opažanje, kajti tudi, bom rekla, skozi proces socializacije vsi mi posamezniki dobivamo tudi neke izkušnje, kako je, kadar znanje delimo. In vsak si nekako v gradnji svojih lastnih osebnostnih lastnosti okrog tega vzpostavi neko stališče ali pa neko držo. Jaz včasih vidim, da je za to držo nelagodja pri deljenju znanja nek strah. Velikokrat pridemo do srži, bistva, kadar pogledamo pod površino, strah pred nečim. In to je žalostno, da je izkušnja taka. Opažam pa, da lahko to prebrodimo, kadar v podjetju nastane organizacijska kultura, ki kreira področje zaupanja, da tudi ta oseba, ki jo je bilo prej strah deliti znanje ali pa ga je zadrževala samo zase, na nek način postopoma to fazo preide, kadar se le da. Kadar se pa ne da, je pa za organizacijo zelo pomembno, da zgradi organizacijsko kulturo, kjer je prav, da se znanje med seboj deli. In v takšnih primerih takšni posamezniki na nek način po neki naravni poti verjetno ali poiščejo kako drugo službo, ali pa mogoče grejo v kako drugo okolje, da ne rečem, odpadejo po naravni poti. In v okviru organizacijske kulture potem govorimo o na nek način vzgajanju tudi ljudi, ki potrebujejo dobro izkušnjo, da je v redu, da znanje med seboj podelimo. Kjer organizaciji to uspe, potem lahko, da se tudi takšni posamezniki malo spreobrnemo, če lahko uporabim to besedo. Ključno torej, kot si omenila, spet komunikacija, ne? Ampak recimo tudi moje opažanja so, in ko se pogovarjamo, je še posebej pri komunikacija pri delu od doma je nemalokrat ravno pot do nezavzetih in frustriranih zaposlenih. Mislim, da zaradi tega, ker je prevečkrat omejena zgolj na informiranje. Kaj v bistvu lahko storimo, da v času dela na daljavo, v času dela od doma, ko smo vsi v bistvu še bolj izolirani in omejeni pri stikih, poskrbimo za komunikacijo med zaposlenimi, ki bo predstavljala neko dodano vrednost, ki bo v bistvu tudi prispevala k višji produktivnosti vseh, celotne ekipe, tima. Ja, spet bom povzela nekaj, kar je naravna človeška lastnost. Ljudje smo narejeni tako, da smo po naravi družabna bitja. Rabimo se družiti med sabo. To je nekako naše poslanstvo, oziroma če ga želimo izpolniti, potem rabimo družbo ljudi okrog sebi, da lahko izvršujemo to poslanstvo, kar je tisto, kar smo tukaj, da uresničimo na tem svetu. V situaciji, kjer smo zdaj, če podelim na hitro osebno izkušnjo, ker delam tudi sama od doma, zadnjič prišel domov en kolega in sem ga bila tako vesela, sem rekla, daj bova spila eno kavo. Sem videla, kako res rabimo ta pristen stik. V času zdaj, ko smo mi vsi izpostavljeni komunikacije čez kamero, v komunikaciji čez telefone,
Mogoče izpustimo v tej komunikaciji pomemben vidik neverbalne komunikacije, ker se ta neverbalna komunikacija skozi medije, ki so vmes med nami, bere malo drugače. In kako pomembno je še bolj mogoče v tej komunikaciji izpostavljati pomen neverbalne komunikacije, da s to neverbalno komunikacijo potem nadomestimo tisti pristen stik, ki se nam dogaja v živo. In v tem vidiku razmišljam predvsem tudi o kolegialnem coachingu, ki pravzaprav zaposlene opolnomoči skozi znanje o komunikaciji, da je pomembno še toliko bolj, s kakšnim glasom govorimo, da se mogoče še 5-krat več nasmehnemo, če je treba, da res lahko tudi s kamere naredimo neko interakcijo in da od tega ljudje živimo. Od te medsebojne interakcije nastane spet lahko neka okolje zaupanja, skozi katere lahko potem tudi delimo resne vsebine. Se pravi, da se ne ustavimo samo na resnosti vsebin, ki jih predajamo, pa da tudi skozi te medije, ki so potem pred nami, vključimo tudi vidik neverbalne komunikacije. In poudarimo tudi na ta pristen stik med ljudmi, ki je tako zelo pomemben. To je tista jutranja kavica, ki je nekaj povsem samoumevnega, pa je vseeno nekaj več kot zgolj kavica. Nosi v sebi neko dodano vrednost, ki dejansko pusti pečat, ne, na vseh, ki smo del te zgodbe lahko. Omenila si, Sandra, kolegialni coaching, ki, kot razumem, predstavlja neke vrste najsodobnejši trend korporativnega učenja. Pa poglejmo mogoče sedaj, kako je tovrstna oblika coachinga poznana med našimi udeleženci. Vabim vas torej sedaj, dragi poslušalci, gledalci, da sodelujete in odgovorite, podate vaše mnenje, ali poznate obliko coachinga, kolegialni coaching. Jaz bi zdaj prosila, se pravi, če mogoče pogledamo, kakšni so rezultati. Še malce počakajmo. Sicer pa takole je, Sandra, 11% poslušalcev pravi, da že pozna kolegialni coaching, 52% za to obliko coachinga še ni slišalo, 36% pa pravi, da je že slišalo za kolegialni coaching, vendar ga ne poznajo podrobneje. Povedam torej, prosim, kaj več o tem, kaj je kolegialni coaching in katerim trendom pri ravnanju s človeškimi viri sledi? Eden izmed trendov pri ravnanju s človeškimi viri, ki sem ga jaz zasledila tudi v vaši reviji HRM, ki opisuje znani in priznani strokovnjak na temo človeških virov, da je le-ta personifikacija. Se pravi, eno izmed trendov pri ravnanju s človeškimi viri je personifikacija, kar konkretno pomeni, da tudi torej strokovnjaki dajejo poseben poudarek k temu, da se osredotočijo na posebna znanja in zmožnosti vsakega posameznika v podjetju. Se pravi, ta pomen človeškosti, ta pomen posameznika, njegov razvoj je tisti trend, ki mu sledi ravnanje s človeškimi viri. In tukaj res je za zaprost k kolegialnemu coachingu v tem smislu, ker je to res metodologija po mojih izkušnjah in spoznanjih, ki podpira ta način dela in sodelovanja med udeleženci. Torej, slišim, da nekateri že poznate in nekateri še ne. Bom rekla tako, coaching je, se mi zdi, imam tak občutek, da verjetno vsi veste, kaj. Se pravi, ta interaktivni odnos med coachem in klientom, ki je procesni in ki potem klientu
omogoča, da zraste v svojih kariernih ciljih, kot osebnost in ga popelje najvišjim ciljem naproti. Torej gre za to interakcijo med coachem in klientom, kjer coach uporablja posebno metodologijo coachinga, za katerega naredi določen trening, ki ga potem kot coach uporablja pri delu s svojimi klienti oziroma pri delu s tistimi, kjer izvaja coaching. Kolegialni coaching je pa ena od oblik coachinga, in sicer verjetno ste že slišali, da ima coaching lahko različne oblike. Lahko je to poslovni coaching, življenjski coaching, in v okviru tega poslovnega coachinga, če gremo v to smer, obstaja tudi kolegialni coaching, za razliko od internega coachinga. Interni coaching po mojih informacijah obstaja že v številnih podjetjih, kar pomeni, da je podjetje izobrazilo določeno število svojih zaposlenih, ki so ponavadi ali psihologi ali kadrovniki, ki tako ali drugače delajo z zaposlenimi, da so pridobili naziv coacha in kot coachi, ki so zdaj notranji coachi v podjetju, izvajajo coaching z zaposlenimi, ki to potrebujejo. To pomeni, če konkretno ima podjetje 50 zaposlenih, lahko da ima 5 ali plus minus notranjih coachov, ki potem kot notranji coachi služijo temu, da se lahko njihovi zaposleni obračajo na njih, pridajo do njih, rečejo, danes pa rabim coaching, nekaj se mi je zapletlo, a imaš, a se lahko dogovoriva, rabim to, ne. Po drugi strani je pa kolegialni coaching, v angleščini ga poznamo kot peer-to-peer coaching, malo drugačen. In sicer gre za to idejo, da je pravzaprav se skriva zelo velika ideja zadaj, da se vsi zaposleni izobrazijo do te mere, da lahko drug drugemu izvajajo coaching. Tukaj bom šla takoj na starega dobrega Sokrata, ki je pravzaprav svojo majevtsko metodo že zdavnaj ugotovil, da človek raste skozi dialog. Da pravzaprav sami velikokrat gremo reševati problem po neki smernici, ki smo je že navajeni. Kadar smo pa v dialogu, v diskusiji, pa pridemo do rešitev, ki nas včasih lahko zelo, zelo presenetijo. In to je ideja kolegialnega coachinga, ki je odzadaj. Tudi okrepiti vsa ta skrita znanja, ki obstajajo med zaposlenimi, ki potem skozi kolegialni coaching pridejo na plan. Torej, kolegialni coaching je coaching med zaposlenimi, ki potem skozi izvajanje coachinga rešujejo svoje poslovne probleme. Kot eden od udeležencev, gospod Boštjan Kočar je ravno tako podal svoje mnenje, se strinja s tem, da je osnova, da je dialog in pa deljenje znanja osnova za napredek vseh skupaj. Če zdaj povzamem, Sandra, se pravi, kolegialni coaching je nekaj povsem drugega kot interni coaching, so med njima bistvene razlike. Pri kolegialnem coachingu gre torej za to, da je lahko celotna ekipa ali tim v vlogi tako coacha kot klienta. Vzpostavi se neke vrste veriga torej. Tako je, Polona, vzpostavi se neke vrste veriga, dokler se vzpostavi, se pred tem zaposleni dobro pripravijo. In v tem procesu, to je recimo potem že tretja faza v coaching procesih, ko vpeljujemo kolegialni coaching v podjetje. V tej fazi potem, ko zaposleni vstopijo v coaching verigo, podpirajo drug drugega, tako pri prenosu znanja, kot pri iskanju rešitev, kot premagovanju zaskrbljenosti, kot pri premagovanju teh malenkosti, ki so včasih videti nerešljive, pa se potem izkažejo hitro rešljive in potem prispevajo k boljšim rezultatom pri delu. Zanimivo mi je predvsem to mogoče, tudi osebno, se pravi, pri prednost tega vidim tudi v tem mogoče, da lahko izbiramo coacha zase, glede na karakterno simpatičnost in mogoče tudi za neko stopnjo zaupanja. Se pravi, lahko si izbiraš
coacha, ki ti najbolj ustreza tisto obdobje, tisti dan, tisti trenutek? Odgovor je da, v kratkem je odgovor da, ker je povezan tudi s momentom, da se najbolje učimo ali pa najbolje prenašamo znanje, kadar ustvarimo medsebojno okolje zaupanja. In v okolju zaupanja to je tudi eden od ključnih elementov, ki se ga pri coachingu naučimo. Coaching koncept številka 1, če mu lahko tako rečem. Kako pomembno je zaupanje, da kadar izrazim, da nečesa ne vem, da se bo z mano, verjamem in sem prepričana, ravnalo dobrohotno. Se pravi, da se mi bo z mano ravnalo naklonjeno. In to je coaching koncept, ki se ga ljudje naučijo v procesu coachinga, ki je pravzaprav druga faza pri vpeljevanju sistema coachinga, kolegialnega coachinga v podjetje. Da, kajti še s tem je povezano, kar si me vprašala, Polona, moment, da je kolegialni coaching, če se podjetje zanj odloči, da ga bo izvajalo v svojem podjetju, ker ga vidi kot benefit k temu, da bo ponovno povezal svoje zaposlene, da bo zmanjšal kakšno socialno stisko, da bo dosegel spet ta socialni stik tudi čez kamere, da je ta moment zaupanja potem zelo, zelo pomemben in da hkrati tudi uporabimo to, da torej skozi pridobitev nekoga, ki je na naši strani, lažje osvajamo in pridobivamo določeno znanje. In kakšne so tvoje izkušnje, na primer? Se ljudje vračajo vedno k enemu in istemu zaupniku, coachu znotraj tima, ali se v bistvu vseeno glede na problematiko, težavo, temo obračajo k različnim članom ekipe, ki so na voljo kot coachi? Torej, misel, ki mi je prejle ušla, pa jo bom zdajle izrekla, je, da se v coaching verigo odločijo vstopiti tisti, ki si to želijo. Se pravi, za izvajanje kolegialnega coachinga potrebujemo konsenz naših zaposlenih, da se tudi odločijo sami na osnovi lastnih preferenc, da bodo se vključili v coaching verigo. In torej govorimo o prostovoljstvu, govorimo o tem, da dobimo konsenz od ljudi, ki se v to vključijo, torej da so tudi sami pripravljeni znanje deliti. Torej, tisti, ki se najdejo na seznamu, da želim svojemu zaposlenemu biti coach, tudi so pripravljeni to znanje deliti. In potem si tisti, ki se najdejo na seznamu, da želim se vključiti v coaching verigo, izberejo, jaz pa želim tega pa tega coacha. In tudi med samim izobraževanjem se navežejo nove vezi, se ljudje toliko spoznajo še bolje med sabo, da vidijo, saj res, jaz bi pa rabil to pa to znanje, bom pa jaz tega gospoda vzel za svojega coacha in tako naprej. Tako da ja, lahko se to zgodi v samem procesu kolegialnega coachinga, da gremo k tistemu, za katerega mislimo, ta bo pa moj coach. Lahko se pa to potem tudi dogaja v samem procesu, ko so ljudje ali pa udeleženci izven te konkretne coaching verige, da pokličajo pa še ekstra koga, pa rečejo, veš kaj, sem slišala, da ti to pa to veš, a bi lahko se midva pogovorila. In ko reče na drugi strani, ja, seveda se lahko pogovoriva, imamo na nek način takoj mini vlogo mentorstva. In zdaj smo kot mentorji v situaciji, da lahko ali podamo informacije, ubiramo pomembno neko ustrezno komunikacijsko pot, kako bomo to prenašali, ali pa potem uporabimo metodo coachinga. Se pravi, ko pridobimo kolegialni coaching, s tem pridobimo tudi še eno novo znanje, neko novo metodo, kako lahko svojim kolegom pomagamo k temu, da se pride do rešitve, kateri smo namenjeni. No, verjetno je ena od prednosti tega, mogoče tudi v tem, da je v marsikateri manjši ali pa večji težavi
verjetno lažje govoriti in iskati rešitve znotraj ekipe oziroma znotraj sebi enakih po položaju, kot pa naprimer pri nadrejenih. Kaj pa naprimer v primeru gospa Nataša je omenila, da je ravno pri vodjih velikokrat problem ta prenos svojega znanja naprej zaradi strahu pred izgubo položaja. Mogoče tudi v tem primeru, se pravi, kolegialni coaching na voljo tudi kot oblika pomoči oziroma razvoja sodelovanja tudi med različnimi vodji. Absolutno. In najlepše je, kadar se v coaching verigo vključijo tudi vodje. Torej, kadar gre izvedba kolegialnega coachinga po piramidi navzdol. In kadar dobimo tisto izkušnjo, o kateri smo na začetku govorili, da pravzaprav rabimo pozitivno izkušnjo, kako je, kadar delimo znanje. In skozi izobraževanje za kolegialni coaching tudi vodje vidijo svoje sodelavce drugače. Pridobijo neko novo spoznanje o njih in jih vidijo tudi na drug način, kar pripomore k temu, da se včasih otresejo nekaterih strahov, ki pa deluje kot zavora pri poslovanju podjetja. Hkrati pri kolegialnem coachingu opažam, da pa še posebej mislim, da je to primerno za čas, v katerem smo zdaj, da dobijo ljudje občutek, da smo vsi na isti ladji in da zdaj gre na nek način res za vse. In da smo res izpostavljeni temu, da aktiviramo tudi tleče znanje. To je mogoče nek dodaten motiv za vodje, za menedžerje, da se odločijo tudi vstopiti v proces coachinga. Torej, da kadar aktiviramo tleče znanje, ki ga imajo zaposleni mnogo, pa ni aktivirano, potem je to neka dodana vrednost, ki pomaga še posebej v kočljivih trenutkih. Če je to znanje lahko pride na plan v varnih okoliščinah, rečem temu, oziroma tako, da bo sprejeto, slišano, se lahko marsikdaj presenetimo, kaj vse naši zaposleni vedo. In da tudi na nas, če smo v vlogi vodje, gledajo drugače. Super, prej sva se dotaknili primerjave internega coachinga in kolegialnega coachinga. Udeleženka Jasna pa sprašuje, če bi lahko v bistvu, kakšna je razlika med mentorjem in coachem. Lahko še enkrat predstaviš konkretno, kje so tu razlike v prenosu znanja, v delovanju? Majčke sem že prej načela to temo in super, da lahko še to razjasnimo. Se pravi, mentor praviloma prenaša določeno znanje na svojega mentoriranca. To pomeni, da mu, če pogledamo komunikacijsko, daje določene informacije, kako se katera stvar naredi in na kakšen način. Se pravi, predvsem gre za prenos znanja na način informiranja. In v tem smislu je, se pravi, mentor tisti, ki informira svojega mentoriranca, da mu bo to znanje prinesel na tak način, da bo mentoriranec čim prej samostojen in da bo sam lahko šel v akcijo, če tako rečem, in opravljal delovne zadolžitve. Pri coachingu je pa stvar takšna, da coach ne informira v smislu metodologije, ki jo uporablja, ampak da postavlja tako imenovana močna vprašanja. Torej, skozi vprašanja uči mentoriranca. In zanimivo pri tem je videti, da kadar mentor uporabi coaching, mentoriranec prej postane samostojnejši, ker se lažje vključi v svoj lasten proces razmišljanja. Kadar informiramo, podajamo informacije zelo hitro
ali res dovolj dobro preverimo, če je naš mentoriranec osvojil vse to, kar smo mu povedali. In po mojih izkušnjah se mentoriranci velikokrat ali ne zapomnijo vsega, ali si ne vem, ali si ne zapišejo, niso dovolj samostojni v tem, da bi sami lahko nadaljevali s svojim delom. Kadar pa mentor uporabi hkrati orodje coachinga, potem pa so tukaj lahko, se pravi, da mu postavi skozi vprašanja izziv, kjer bo mentoriranec zrasel, kjer bo dobil, ja, saj res, to pa vem, a ne. Aha, sej, to pa se tako naredi, kako boš pa naslednjič prišel do tega znanja? Da se ustavimo na način, da naš mentoriranec res zapopade tisto, kar se mu govori. Je pa neka taka zelo dobrodošla kombinacija, bi jaz temu rekla, ki je povezana z metodologijo izvajanja samega coachinga. Kombinacija, po mojih izkušnjah, je zmagovalna kombinacija. Tu v tem primeru kolegialnega coachinga, če razumem, tudi ne gre toliko za nek prenos znanja od, bom rekla, z neke senior pozicije na junior pozicijo, ampak gre bolj za to, da je to eno zelo učinkovito orodje tudi nekako za skupinsko, timsko reševanje nekih izzivov, mogoče izboljšavo procesov, postopkov, ki potekajo znotraj podjetja, se velikokrat pokaže v bistvu, da zna včasih, da timi, ki delujejo povezano, najdejo boljše rešitve, kot so mogoče predlagane strani vodstva z vrha navzdol, ne. Verjetno pa se velikokrat zgodi tudi, da zaposleni na taki obliki coachinga ugotovijo, da je težava, mogoče s katero, da je vzrok težave, bom rekla, s katero pridejo mogoče na začetek samega pogovora, leži popolnoma nekje drugje, verjetno. Ja, ko si pripovedovala, se popolnoma strinjam s tabo in zelo zanimiva izhodišča mi je na misel padla metafora, na katerem letalu bi se raje znašla, ali na tistem, kjer je posadka dobro povezana med seboj, ali na tistem, ki posadka ni dobro povezana med seboj. In pravzaprav je isto tako v podjetjih. To, kar si načela, Polona, se lahko podjetje loteva na individualen način. Se pravi, v prej omenjenih fazah vpeljevanja kolegialnega coachinga, tudi v prvi fazi podjetje samo presodi, na kak način in koliko zaposlenih bi lahko vstopilo v kolegialni coaching. Odvisno tudi od velikosti podjetja. In v tej fazi se tudi potem razmišlja, kdo naj bi bil v ta model vključen. Oblike so lahko različne, gre pa tako kot pri procesu coachinga tudi tukaj za neko stopnjo personifikacije, kaj podjetje potrebuje. In imamo različne oblike. Lahko so torej v coaching verigi zaposleni, ki so si na enaki hierarhični lestvici, poznamo pa tudi coaching verige, kjer so v verigi od generalnega direktorja do vratarja. In včasih se zgodi, da tudi potem prideta v coaching verigo, kar je izjemno zanimiva izkušnja. Koliko se lahko vodje v taki coaching verigi naučijo? Se pravi, to torej ni proces, ki ga bi vpeljali v podjetje v enem samem koraku. Kako se lotimo torej vpeljave takšnega procesa? Verjetno je to precej različno oziroma odvisno tudi od velikosti podjetja in sodelujočih. Kakšni so ti koraki, kdaj in kako ga uporabljamo? Torej, po literaturi in po mojih izkušnjah poznamo 4 faze vpeljevanja kolegialnega coachinga. V prvi fazi je, da se podjetje odloči, ja, to je nekaj, kar je ali vodstvena ekipa ali kadrovska služba ali, se pravi, nekdo, ki skrbi za prenos znanja in za svoje kadre v podjetju. To bi bilo pa zanimivo za nas, da bi tudi mi to izvajali. V tej fazi se določi tudi, to je prva faza, se določi tudi skrbnika kolegialnega coachinga, ki potem skrbi in naprej za svoje vse zaposlene, ki so vključeni v coaching verigo in tudi predvsem v tej prvi fazi za informiranje zaposlenih.
Se pravi, ko imamo skrbnika coaching sistema, ki je lahko morda tudi že coach sam, ki najbolj pozna, kaj coaching je, potem ta skrbnik poskrbi, da preidejo informacije o vpeljevanju coachinga v podjetje iz, se pravi, faze odločitve do zaposlenih. Jih informira. Presodijo tudi v tej fazi, odvisno od velikosti podjetja. Če podjetje ima 50 zaposlenih, se lahko odločijo, ja, vsi gremo skozi. Ali pa recimo probajo s eno ekipo. Ta ekipa, ta oddelek 20 članov tima, naj gre skozi ta kolegialni coaching in naj potem si tudi s to metodologijo pomaga pri opravljanju svojega dela. Torej, to je še vedno prva faza. Potem sledi druga faza, ki je tudi zelo pomembna, to je pa ta coaching izkušnja oziroma pridobivanje znanja za izvajanje coaching metodologije. Konkretno so lahko dovolj, se pravi, 3x po 8 ur izobraževanja, da posamezniki, zaposleni zmorejo obvladovati metodo coachinga, kadar delajo coaching s svojim kolegom. Torej, ne gre za to, da oni postanejo coachi, to je velikokrat dilema, ampak se naučijo dovolj metodologije, da se lahko vključijo v verigo kolegialnega coachinga. In to je že tretja faza uveljavljanja, uvajanja kolegialnega coachinga v podjetje, ko imamo coaching verigo, kjer se potem zaposleni odločijo, da jaz bom coach, da jaz želim tudi biti klient in se potem povežejo po različnih ključih. Zmenijo se tudi, na kak način bo to potekalo, praviloma zdaj itak se poteka preko medijev, torej e-izobraževanje in tako naprej. Načeloma lahko proces coachinga poteka tudi v živo ali pa potem seveda po določeni platformi. Zmenijo se tudi za frekvenco, na kakšni frekvenci se bodo srečevali. In ta coaching veriga praviloma traja 3 mesece. Po tem času, po tej tretji fazi, pa se spet usedemo skupaj, pogledamo, kaj smo naredili, pogledamo, kje sistem še mogoče potrebuje določene dopolnitve, pogledamo, kaj smo se iz tega naučili, rečemo, ja, to je pa super, to je pa za nas in gremo mogoče izobrazimo tudi še naslednjo skupino ali pa gremo v naslednjo novo coaching verigo. Odlično. Če povzameva kot za zaključek, kakšne so torej ključne prednosti in rezultati kolegialnega coachinga, kako bi rekla, da deluje na zaposlene? Jaz, ki delam coaching res že 20 let, od leta 2004, mene vedno znova in znova preseneti. V smislu, kako smo pravzaprav posamezniki učeča se bitja in kako imamo ogromno potencialov v sebi. In kako lepo je potem opazovati, kaj vse zmorejo posamezniki, ko so opolnomočeni skozi coaching podporo. In v tem smislu bi jaz podelila še eno misel, ki sem jo ujela medtem, ko sem se pripravljala za današnji pogovor, Polona, in imam to misel tukaj in bi jo podelila z vami. In pravi tako, je to misel enega japonskega strokovnjaka, podjetnika, tudi guruja, ki svetuje podjetnikom in poslovnežem v smislu, kako znanje in kako zaposlene motivirati, da bojo to znanje delili med seboj. In ta japonski strokovnjak pravi takole, misel pa prihaja iz knjige Učenje za 21. stoletje, kot smo nekje začeli s trendi. Ta gospod Matsushita pravi takole, za vas je bistvo menedžmenta spraviti ideje iz glav šefov v roke delavcev. Za nas je jedro menedžmenta
umetnost mobilizacije in usklajevanja intelektualnih resursov vseh zaposlenih za dobrobit podjetja. Se mi je zdela res odlična misel, ker ujame tudi v veliki meri, kaj pravzaprav coaching in kolegialni coaching je. Umetnost mobilizacije, vsega tega tlečega znanja, umetnost mobilizacije tudi vseh naših, bom rekla temu, negotovosti, ki se preobrazijo v gotovosti, nejasnosti, ki se preobrazijo v jasnosti, nemoči, ki se preobrazi v moč. In mobilizirati to in vse intelektualne resurse v podjetju, vseh zaposlenih, kakšna čudovita ladja. In mislim, da bi se v takšnem podjetju dobro znašli vsi njeni zaposleni. Hvala, Sandra. Jaz verjamem, da se tudi vsi današnji poslušalci strinjajo z vsem, kar si nam povedala. Tudi sama verjamem, da je pot uspešnih organizacij in podjetij, organizacij podjetij 21. stoletja ravno na poti deljenja znanja, izkušenj in skupnega timskega delovanja. Vse tiste, ki vam je tovrstna današnja tematika zanimiva in bi o njej želeli izvedeti še več, vabljeni, da se nam pridružite 8. in 9. decembra na prvi delavnici za skrbnike kolegialnega coachinga v podjetjih. Trajala bo 2x po 4 ure, potekala bo v spletni obliki. Sicer pa hvala tebi, draga Sandra, za današnji obisk v studiu in hvala vsem vam, ki ste bili z nami in ste nam prisluhnili. Želimo vam lep dan in ostanite zdravi.